psihiatrična stroka je seveda ena tistih takšnih, kjer pomembnih področij, kamor z predlog in razmišljanje o pomoči pri končanju življenja zelo posega. Izpostavil bi 3 vprašanja, na katera ni lahkega odgovora, ki so vsa potrebna, se pridružujem mojim predhodnikom, potrebna širše razprave in tudi poskuse doseganja konsenza. Ta 3 vprašanja pa so, katera stanja duševne stiske, duševne motnje so tiste, pri katerih bi prišlo v poštev končanje življenja. Govorimo vsaj o 3 pomembnih področjih: depresivne motnje, prodromalni in druga nadaljevanju poteka psihotičnih motenj in velike skupine osebnostnih motenj. Skratka, stanja, ki potekajo kronično, ki so dolgi, ki začenjajo v mladosti in kdaj, katera stanja proglasiti in človeka, da se človek lahko s tem, da bi končal življenje in tudi usmeri potem na stroko. Drugo pomembno vprašanje je, kdaj proglasiti, da je neko duševno stanje neozdravljivo, da je irreverzibilno. Vemo iz poteka teh motenj, vemo iz suicidologije, da krize, takšna huda stanja, ko človek želi končati svoje življenje, nastopajo v stanjih, niso dokončna in v nadaljnjem poteku, da se človek ne bi premislil, ne bi drugače pogledal na vse skupaj. Ko preide čez tisto stisko hudo, da ne bi drugače in tudi presojal svojo odločitev takrat kot neustrezno za njega, za sebe. In tretje pomembno vprašanje, kako preprečevati samomor, kako karkoli zastaviti med državi, med zdravniki, med širši družbi, da bi preprečevali samomora, če bo ta pravica do samomora postala nekako tako pomembna in da celo nad njo. Tem pomeni, da nimamo vzvodov, ki jih zdaj imamo in jih lahko tudi nadalje še imamo, da seveda ljudem pomagamo pri tem, da premagujejo stiske stanja, ki jih samomorilno smer. Tako da s temi vprašanji, kot rečeno, nimamo enovitega odgovora, nikakor niso stvari preproste. Tukaj moramo pa postaviti zelo jasna in premišljena varovala. Zdaj sicer, tako kot smo pričali v državah, kjer je to omogočeno, da je porast pri mlajših